Živijo. Moje ime je Kaja Solo, dobrodošli spet nazaj na Džunglin kanal. Danes delamo en zelo special video, zaradi tega, ker je 2 leti, odkar sem jaz tukaj na džungli. Hotela sem narediti sam en video, kjer govorim o stvareh, ki so se mi zgodile med džunglo, zaradi džungle in samo eno tako zahvalo celotnemu experiencu. Ne grem nikamor, še vedno ostajam na džungli, no, do koga skrbelo. Ampak ta mesec minevajo 2 leti, odkar sem jaz zmagala na Džungla Star Showu. Leti. That's amazing. Also danes, ko jaz tole snemam, je 26. oktober in mineva tudi 1 leto, odkar je nastal Kraljevski podcast. Teda vse najboljše Kraljevski podcast, I guess. Pa vse najboljše kmalu tudi jaz, ki imam kmalu rojstne. Preden začnemo, naj omenim, da sem opazila, da je na Džunglinem kanalu 122 videov na playlisti Kaja Solo. To je več kot kjerkoli drug creator. Jaz sem delala en video vsak teden, kar pomeni, da če je v letu 52 tednov, sem jaz naredila 52 videov. Parkrat sem imela mesec pauzo. Enkrat sem imela cel mesec pauzo. Ampak vseeno, ker smo imeli druge videe z drugimi youtuberji, se je vseeno nabralo ful veliko videov in jaz sem na to ful ponosna. Tako da bom v nagrado sama sebi malo kave spila in pa bom začela govoriti. Delicious. Prva stvar, ko se mi je zgodila, je valjda Džungla Star Show. Zdaj je že 2 leti od tega, ampak se mi zdi, da je to bil res en čudovit experience. Eni izzivi so bili res izzivi, ampak sem ful ponosna, da mi je ratalo vse opraviti. Mislim, da sem že večkrat povedala, da je verjetno rap bil moj najljubši, zaradi tega, ker sem dejansko prvič v življenju sem se dol usedla in nekaj napisala in potem sem to tudi posnela. In ideje za video spote itak jih imam milijon, ampak nažalost ne pišem muzike, tako da pač ne morem tega snemati. Tok mi je amazing vse skupaj izpadlo. Moji outfiti, vsi seti, na kjer smo bili, tok dober story je nastal iz tega. Pa se mi zdi, da je ful pomembno, da smo mi trije edini, ko smo naredili komad na temo, da smo sebe hvalili, da nismo drugi pljuvali. In to se meni zdi ful dober, ker nismo nikogar drugega omenjali v svojem rap thingju. Čeprav bi mogel biti diss track. Ampak meni kind of ni bilo za pisati kakršnekoli dise o ljudeh, ko jih imam rada, in o ljudeh, ki jih niti ne poznam še toliko. Tegač, ja, zmagati na Džungla Star Show, pač finale je bil amazing. 2 leti je že od tega, jaz ne morem verjeti. Ampak celoten event, takrat je bila še full karantena. Nismo niti imeli konkretnega eventa, da bi bila publika, pač pa smo imeli vse online in full veliko ljudi je dejansko prišlo gledati in navijati in res je bil nor experience. Wow. Zdaj, druga stvar, ko se mi je zgodila, tudi načeloma tudi zaradi džungle. Ker džungla je načeloma postala moja služba in jaz sem takrat živela v Novi Gorici, kjer nisem bila glih najbolj zadovoljna s svojim življenjem in je bil čas, da naredim nek korak naprej. Jaz nisem živela v Gorici zaradi sebe, tam še ne živela s fantom bivšim in sem v bistvu mogla iz te situacije iti in sem iskala nekaj novega. Prvo sem šla živeti v Velenje nazaj za nekaj mesecev, ampak zaradi tega, ker sem bila dosti finančno preskrbljena, sem našla tudi stanovanje tukaj v Ljubljani. Tole moje stanovanje je zdaj moje že več kot leto dni in najboljša stvar pri njem je, da imam zelo blizu do studia, do džungle, da lahko pač večkrat tja grem in da lažje snemamo, ustvarjamo in se mi zdi to res ful dober. Tako da to je definitivno tudi ena izmed največjih stvari, za kere sem hvaležna. Čeprav iskreno sem hvaležna za vse, kar tukaj piše. Naslednja stvar imam, da sem spoznala toliko enih dobrih ljudi. Ian je itak postal moj najboljši prijatelj, skozi se družima. In tak trenutek, ko smo se midva spoznala, to je bilo Park Zvezda v Ljubljani, nekaj ful glupega smo snimali. Ampak tisti trenutek smo midva vedela, that's it, we're besties. Pač in od takrat se družima skozi. Mogoče smo imela kakšne roki obdobja, kjer pač nobeden od naju nima časa, da bi se družila, ampak se mi zdi, da vedno najdemo neko pot nazaj. Tudi Dani valjda, ko se je pridružil džungli, je meni eden izmed najljubših slovenskih youtuberjev. Pa Laura, vsi se toliko fajn štekamo. Emo pa itak poznam že od Džungla Star Showa, ona je dejansko edina, ko je ostala še od takrat in mi je amazing. V glavnem, vse džunglavce imam res rada, toliko rada snemam z njimi in mi je sam... Včasih, ko snemamo skupaj, ker ne moram verjeti, da imamo tako dobro ekipo in da se toliko fajn razumemo. Fajn mi je pa definitivno tudi to, da smo dejansko frendi tudi v privat življenju in se snemamo tudi za naše privat kanale, zato nimamo neki fake relationshipov samo na džungli, ampak da je dejansko pač res pristno in da lahko kogarkoli od teh ljudi pač pokličem, kadar hočem, kadar jih rabim, gremo na kavo, se pomenimo in
to res cenim. Četrta stvar se dosti navezuje na to. Vedno imam support na džungli. Sem šla skozi nekaj težkih obdobij, pač veste, da jaz vsake pol leta zamenjam fanta, ker to ni, it's no secret. In da sem dosti čustven človek. In da me pač te stvari ful prizadanejo. In sem imela toliko enega supporta strani džungle. Dali so mi pauzo, kadar sem jo rabila. Dali so mi ves support, da smo se dol usedli in se pomenili in sem se lahko zjokala in sem lahko povedala vse, kar sem hotela. To je pa zdaj pač ekipa za kamerami, vas cenim in da mi je toliko amazing, da delamo skupaj in da ne bi za nič na svetu ne bi zamenjala ekipe. I love you guys so much. In džunglavce in za džunglavce. Zdaj, I guess so pa mečke manj pomembne stvari, čeprav pač so še vedno stvari, ki so se mi zgodile na džungli zaradi džungle, ampak vse niso toliko zdaj jokaste in hvaležnaste in ne vem kaj vse. V glavnem, igrala sem Simse. Naredila sem celo serijo videov, ker sem igrala Simse, sicer ni bilo zdaj toliko velik delov, ker ne znam igrati Simsov, ker honestly pač narediš Simsa, vržeš ga v igrico in pa si done with it. Mogoče bom nekoč igrala Simse konkretno, ampak today is not the day. Dejansko so tisti videi dobili tudi veliko gledov in všeč so vam bili, tako da Simsi so bili pomemben del moje gamerske kariere. Testirala sem veliko telefonov, zahvaljujoč džungli in zahvaljujoč A1, ki mi je vse tile telefone zrihtal, ker so pač enostavno najboljši. Imaš pa A1 še vedno ponudbo A1 Vibe, ki te stane sam 12,99 € in zraven dobiš še Deezer, da lahko neomejeno poslušaš še muziko. Dej, nujno prečekiri, ker se ti res ful splača. Sem imela sodelovanje s Samsungom, sodelujem s Huaweijem, pa tudi iPhone sem testirala. Jaz že od nekdaj obožujem tehnologijo, obožujem telefone, računalniški tehnik sem drugače po izobrazbi, vse gadgete, vse te stvari in sem toliko hvaležna, da sem imela tudi tukaj priložnost vam pokazati 2 Samsunga, se mi zdi, Huaweija, enega LG-ja smo testirali, iPhone-a smo testirali. Toliko mi je bilo fajn prijeti v roke nek čist nov izdelek, ki ga še nobeden ni probal in povedati, kako se mi zdi. Honestly, če bi mene 12-letna Kaja videla, kaj izdelam s temi telefoni, she would be so proud of me. Naslednja stvar je tudi dosti velika, pa saj sem dosti hvaležna za njo, ampak mislim, da sem tem že večkrat govorila. Kupila sem svoj absolutno sanjski avto. Moj BMW Z4 je najboljša stvar, ki sem si jo lahko privoščila v tem času po moje, poleg recimo stanovanja. Najraje na svetu se vozim z njim, dam streho dol. Jaz sem verjetno mehko streho pustila na avtu do decembra, dokler ne bo že hardcore sneg zunaj. Tudi če je najmanj sonca, jaz dam streho dol in uživam. Jaz uživam life, mislim, da imam perfekten avto za uživati life. Moj avto je sicer že letnik 2007, ampak se mi zdi, da je tek sploh za Z4 je to po moje najlepši, ker sem jih že veliko zdaj videla. Tukaj vam dala zdaj 2 fotke enih 2 avtov, ki sem jih videla zadnjič v Aleji. Vse sta cute, sam moj je ful lepši. Sorry, pač lepši dizajn je, dajte mi dol spodaj napisati v komentarje, če se strinjate. Let's be honest. Ta novi so pa itak ful grdi, tako da sem kar happy, da imam malo starejši avto. Ratalo mi je narediti celo serijo videov o Johnnyju in Amber. Mislim, da sem zelo ponosna na to, ker sem s tem najdla nek svoj stil videov, da pač rada raziskujem ene stvari in delam zdaj na svojem kanalu tudi o filmih in vse to, ampak to je bil en tak prvi mal bolj poskus, da to naredim. Še prej je bil 10 filmov, ki jih lahko pričakujemo letos, ampak ta je bil pa res da sem naredila deep research, vse sem raziskvala in mi je bilo ful dobro, da je nastal en tak res fajn izdelek, ki so 4 videi, vsaka mi čast. Bravo Kaja. Veliko vlogov sem posnela, imamo veliko travel vlogov, ko sem kam šla sem z Ianom, šla sem z drugimi ljudmi, šla sem s starši, z Ianom smo šla v Milano, v glavnem res rada snemam vloge, teda lahko se veselite vlogmasa na mojem kanalu, letos bo že 6. sezona, 1. decembra začnemo in bom cel december snemala vsak dan en vlog. Kaj bom snemala? Imam že celoten plan, večinoma bojo sicer moji dnevi, ampak bojo tudi druge zanimive stvari, tako da pejte se subscribe še na moj kanal. Se bo naporno, sem se ful veselim, ker hotela sem reči, da res rada snemam vloge in nekaj pač pokažem, kaj se mi dogaja v življenju. So eni dogodki, potovanja, kakorkoli, ko bi si jih rada zavedno zapomnila in mi je toliko fajn. Priznam, da vsake toliko cajta grem gledat svoje vloge za nazaj. Samo zato, da vidim, da se spomnim, kako je bilo, kako smo se imeli, kakšne fore smo imeli. Ko pogrešam ljudi, pač pogledam vse te videe in se spomnim, kako smo se imeli fajn. Tako da meni so vlogi res ful užitek za snemati in za gledati. Pa vam bi tudi mogli biti, da pejte gledati moje vloge za nazaj. Hvala lepa. Zadnja stvar, najmanj pomembna, ampak po moje vam najbolj zanimiva, ful sem enih frizur zamenjala. Tu imam cel seznam napisano, kakšne barve las sem se imela na džungli in tukaj imamo roza, blond, rose gold, ginger, rjava, črna, pa sem imela rdeč narastek
in zdaj imam rdečo. To je zdaj že druga v seriji rdečih barv, majčkeno je drugačna, kot je bila pa prejšnji mesec. Ampak vseeno se mi zdi ful zanimivo, da sem šla res skozi en proces, da sem najdla svojo barvo, ko mi najbolj paše in da sem toliko enih frizur zamenjala, dok sem bila na džungli. To so res, frizure so moja obdobja. Jaz točno vem, kdaj je bilo kaj po tem, kako frizuro sem imela takrat. To je 10 najboljših stvari, ko so se mi zgodile zaradi džungle. Verjamem, da bomo ustvarili skupaj še kolikor bomo lahko, pa če bo to še za naslednjih 3-krat toliko, ko je bilo do zdaj. Jaz bom z veseljem ostala del tega, z veseljem bom tukaj in vas bom zabavala in vam bom kazala svoje življenje in povedala par stvari, ker pač imam za povedati. In glavnem, hvala džungla. Edino, kar je, en manjši announcement, I guess. Moje videe ne bojo več vsak teden. Je bil zanimiv experience obdržati nek ritem, da sem imela na svojem kanalu vsak teden, na džunglinem kanalu vsak teden in še kraljevski podcast vsak teden. Ampak zaenkrat bo majčkeno manj. Če pa mi bo kdaj spet zapasalo vsak teden ali pa če bom imela dosti kontenta, pa bomo nazaj, ne? V glavnem, to je to za tale video, upam, da ti je bil všeč. Jaz sem čisto pozabila tole kavo pit. Kako je dobra. Like tale video, če ti je bil všeč, subscribe se na džunglin kanal, komentiraj dol spodaj, kaj se je tebi kaj zgodilo v zadnjih 2 letih. Ne me pozabiti followati še na Instagramu. Lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!